Med vprašanji bi zagotovo bilo delovanje bolnišnice in obravnava pacientov, vseh stanj v tem času, v katerem živimo. Zagotovo je dilema vsakega pacienta ob vseh težavah, kdaj na kakšen način poiskati ustrezno zdravniško pomoč. V bolnišnici smo tudi z zdravljenjem bolnikov, okuženih z novim koronavirusom, tudi zelo težkih zahtevnih stanj, pridobili veliko izkušenj, sledili vsem strokovnim spoznanjem, tako da zagotavljamo varno in kakovostno oskrbo vsem pacientom. Seveda na prvem mestu izpostavljamo preprečevanje izpostavljenosti okužbi, preprečevanje nadaljnjega širjenja okužbe, kjer prav vsakega pacienta, vsakega prebivalca naše regije pozivamo k doslednemu upoštevanju vseh priporočil, ki veljajo. Seveda pa je življenje tako, da nas privede v marsikatero situacijo, zato smo tukaj v bolnišnici strokovnjaki, ki tudi v primeru okužbe, v primeru težav ob okužbi poskrbimo za vsa stanja, ki so potrebna in si prizadevamo zagotoviti vsakemu potrebno podporo. Tako da tudi okužba z novim koronavirusom in pojav resnih simptomov še ne pomeni nekega brezizhodnega stanja, ampak je treba poiskati ustrezno pomoč, zaupati strokovnjakom in poskrbeti, da je zdravljenje optimalno. Ker pa ni samo okužba z novim koronavirusom problem, s katerim se soočamo, tudi ob vseh ostalih poslabšanjih zdravstvenega stanja, boleznih, ki pridemo v bolnišnici, zmeraj priskočimo na pomoč in si prizadevamo povsem varno izvajati tudi vso drugačno obravnavo. Res je, da na žalost marsikateri pacient sprejet z negativnim izvidom na prisotnost novega koronavirusa čez čas postane pozitiven, kako se mi izražamo. Veliko jih pravzaprav že ob prihodu v bolnišnico kaže podobne znake, je pa zagotovo odveč strah ali pa neupravičen strah, da bi se dodatno okužili pri nas. Z upoštevanjem vseh navodil, z zagotavljanjem ustreznih pogojev v bolnišnici, ko se držimo vseh priporočil in zahtev, ko uporabljamo vso ustrezno varovalno opremo, zagotavljamo vsakemu pacientu, da tudi če prihaja zaradi drugih zdravstvenih težav, pri nas dobi ustrezno oskrbo. Tako da bi si predvsem želel še nadaljnje zaupanje v zdravstveni sistem, zaupanje strokovnjakom, ki zdravijo, in pa predvsem pozitiven odnos. Tudi v teh težavah smo vseeno na prvem mestu tukaj ljudje, ki znamo pomagati drug drugemu, smo strokovnjaki, ki sledimo vsa ustrezna spoznanja in zatem na vseh nivojih, v vseh potrebah in vseh težavah zagotavljamo najbolj optimalno zdravstveno oskrbo.